čisto vsemi tukaj rada delam in tukaj rada ustvarjam in mešam okuse, da mi je res v nek užitek to delati in se vsakič veselim, vsak dan se veselim in začnem razmišljati, kaj bom pa danes naredila, kaj bom pa danes objavila, kako bom pa danes pomagala ljudem. Sem Vesna Zupet, stara sem 27 let in prihajam iz Mirne. Trenutno se pa ukvarjam z kuhanjem, z odkrivanjem novih receptov, deljenjem novih receptov na svoji spletni strani Widget Little Spoon, na Facebook strani, Instagramu. Želim pokazati ljudem, kako enostavno in okusno je pač veganska prehrana. Sem pa tudi prehranski svetovalec, tako da ljudje tudi, če želijo, me vprašajo za kakršnekoli nasvete, kar se glede prehrano tiče in samega veganstva. Prvo, kar je prišlo v moje življenje, je bilo vegetarijanstvo. Tu sem bila stara 13-14 let. Bila sem, se prav spomnim, kje točno se je to zgodilo, v bistvu imam še prav sliko v glavi, bilo je na Rotorju. Tam sem imela kolegico in tam prišel čas kosila in imeli smo kosilo in ona je dobila drugačen krožnik. Namesto mesa je dobila pohane bučke. Te pohane bučke smo tudi ostali lahko probali in seveda kot strastni jedec sem tudi jaz to probala in mi je bilo ful dober, tako da sem hotela zvedeti, zakaj ona ne je, kaj je pač razlog ali bolezen, karkoli, in mi je pač povedala, da enostavno ne mora tega jesti, enostavno ji ne gre, ji ni okus dober in pač potem sem je začela razmišljati. Obenem je tudi moja teta bila vegetarijanka, tako da sem imela iz dveh strani neke informacije, ampak nisem pa nikoli sama več raziskovala, tako da vse, kar je ostalo v tem, da sem sam zvedla, bilo mi je ful zanimiv in začela razmišljati in sem rekla, jaz bom vegetarijanka, ne paše mi več meso. Sem čutila, da nekaj ni prav, da me zanima več, da hočem nekaj izvedeti, da rabim nekaj izvedeti. In zaradi tega sem začela raziskovati pri moji teti in jo takrat tudi prosila za eno knjigo, da mi jo da za prebrati. Jaz sem prebrala to knjigo. Ta knjiga je bila zelo zanimiva, sicer je bila obenem tudi nekako boleča zame, ker sem končno odprla oči in videla, kaj se dogaja v svetu, kaj doživljajo živali. Probala sem se postaviti v njihovo kožo in to je pač naredil ta preskok v meni, da sem jaz rekla ne, ne morem več. Je res, da sem bila še 3 mesece vegetarijanka, ker me je nekako največja tista stvar, ki je nisem mogla nehati, je bil sir in pa čokolada. Ampak na koncu sem rekla ne, ne sme me to premagati, moram iti naprej in se pač to, kar vem in kar nočem delati, moram pač postati veganka. Zatem odkriješ, kaj vse lahko ješ. Odkriješ kot skoraj 7. nebesa v prehrani. Ker prej si bil omejen, tako da če nekoga skrbi, kaj bom pa pol jedel. V bistvu ljudje so omejeni, se mi zdi kot vse jedi, ker imajo, ne vem, 10 vrst jedi, ki jih jejo. Ko si pa enkrat vegan, pa začneš raziskovati, pol pa vidiš, kaj vse se da, koliko je bolj raznoliko, koliko je vse bolj dobro. Ko enkrat veš, ko vidiš, kaj se dogaja, ko čutiš to stvar, enostavno ne moreš več, ker čutiš, to imaš pol v sebi in ti ne gre. Biti vegan ni težko, sploh pa ne v današnjem času. Zakaj ne? Ker imamo ogromno pomoči, ogromno veganov je zdaj, ogromno skupin na Facebooku recimo, ki ti lahko pomagajo,
če te karkoli zanima, ti pomagajo, ti dajo nasvete, kje kupovati, kako kupovati, kaj kupovati, dajo ti nasvete z recepti. Da sem pač imela več energije v sebi, pozitivne energije, več življenja sem našla v sebi. Nisem bila tako utrujena, se pravi, predtem sem mogla vsako popoldne iti za 1 uro ali pa do 2 spati in to se je pol končalo. Drugi stvari so bile zdravje. Prej sem bila ne vem koliko na let bolna, pol se je to tudi končalo. Prineslo mi je neko novo strast v moje življenje, to je strast kuhanja, strast do kuhanja. S tem sem spoznala, da rada kuham, da rada ustvarim nove recepte in uživam v tem in rada to delim za ljudi, rada kuham za njih in rada jim svetujem in pomagam, da pripravijo enostavno, hitre in zdrave obroke. Odzivi na moje veganstvo, kar se moje družine tiče, sem bila kar, lahko rečem, nekako srečnica. Zakaj? Ker čisto na samem začetku, ker sem začela z vegetarijanstvom, je bilo tako v bistvu, ni bilo nekega groznega odziva, ker so si mislili, da je to pač samo neka moja muha, da sem v puberteti in da me bo minilo. Tudi sprejeli so, da doma kuhamo vegansko. Tako da oni sami jejo pač so vse jedi, ampak doma se kuha veganstvo. Dodatna potrditev zame, da je veganstvo res prava, je bil ta, da je pač moj oče imel neke zdravstvene težave in je bil na 3 mesece je bil na veganski prehrani in mu je pač rezultat imel 100% boljši po 3 mesecih. Tako da tle sem na svoje lastne oči videla spremembo in videla, kako se res da narediti s to prehrano. Na začetku so bila vprašanja, ja, kako ne ješ, pa to je ja dobro, ali pa kako ne ješ, to moraš jesti, kako pa živiš, kaj pa ješ, kaj pa proteini, kaj pa vsi vitamini. Ti dajo ta vprašanja, ti se pač probaš jim razložiti, če razumejo ne, če ne, pač gre vsak svojo pot. Kar se pa bližnjih prijateljev tiče, je bilo pa tako, da na začetku so bili malo presenečeni, ampak vsakič, ko so pa prišli vsako leto na moje praznovanje, ko sem jim pripravila nekaj dobrega, vsakič nekaj novega ali pa pikniki, karkoli, so bili toliko veseli, da so rekli, jo, če bi meni to vsak dan en lahko kuhal, jaz bi bil vegan. Jaz bi bila veganka. Moj partner je vsejedec. Zaenkrat funkcionira. Pač kuhava vegansko, tudi on kuha vegansko in se veseli. In kaj me preseneča, da kadar greva v trgovino, kjer se ostal, na veganskih oddelkih. In prav, vesna, tole še nismo probala. A lahko tole? Pa tole tudi. In jaz tam čakam, ker mogoče jaz sem že pol stvari probala, ampak itak, da jih vzamem, da jih bo še on probal, ne. In se toliko veseli in skozi raziskuje in knjige in vse sorte v tem veganstvu, tako da pol raziskuje, ampak je pa še zmeraj vsejedno. Moje sporočilo ljudem je to, da pač danes smo v času, ko vse tako hitro mineva, se pravi čas beži in mislim, da je čas, da se ljudje ustavimo, si vzamemo čas za nas, se poglobimo in si ne iščemo izgovorov, da nimamo časa, ker za koga pa bomo imeli čas, ker za nas. In odpremo svoje oči, odpremo svoje srce in sočustvujemo in začnemo raziskovati, ter jaz mislim, da bo vsak našel svojo pot do lepšega življenja. Lačna sem, če mi bo valila, da boš čakal.
Tu smo dobili uno, blooper smo dobili. Kaj? To je na koncu take stvari, Včasih, ja. ko se ponesrečijo. Tako da smo dobili tale.